Lepo pozdravljeni. Več kot 70 milijonov gluhih po vsem svetu je 3. septembrsko soboto že tradicionalno praznovalo Mednarodni dan gluhih. Svetovna zveza gluhih je Mednarodni dan gluhih razglasila leta 1958 kot spomin na prvi kongres gluhih, ki je potekal septembra 1951 v Rimu. Z vsakoletno manifestacijo želi gluha skupnost širšo javnost opozoriti na svojo nevidno invalidnost in z njo povezano diskriminacijo. Hkrati pa s ponosom dokazuje obstoj lastne kulture in znakovnega jezika. Letošnji Mednarodni dan gluhih se je odvijal minulo soboto, 17. septembra, pod sloganom Naredimo gluhoto vidno. V mestu ob Muri se je v organizaciji tamkajšnjega Društva gluhih in naglušnih Pomurja Murska Sobota in Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije zbralo prek 500 gluhih, to je skoraj tretjina od približno 1800 gluhih, ki živijo pri nas. Mednarodni dan gluhim pomeni priložnost za druženje ter sporočanje svojih potreb in zahtev. Stopnica je 2 evra, ali mislim, da stečka je 2 evra, to pa smo si končali, Sam trenutek, ko pridejo ven, ljudje grejo ven. Marko, dolar. Ob Mednarodnem dnevu gluhih je predsednik zveze poudaril, da je reprezentativna organizacija v zadnjih 15 letih dosegla veliko premikov na bolje. Ključna je bila uveljavitev zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika leta 2002. Izpostavil pa je še druge pomembne dosežke organizacije. Sekretar zveze Matjaž Juhart
je napovedal, da bo delo Zveze gluhih in naglušnih v prihodnje usmerjeno predvsem na 3 področja. Prizadevali si bodo doseči novo opredelitev telesne okvare in s tem povezano možnost pridobitve finančne kompenzacije, urediti osebno asistenco za gluhe ter zagotoviti dostopnost do informacij in izobraževanje v znakovnem jeziku na vseh ravneh. Predsednik in sekretar Pomurskega društva s 499 člani nista skrivala ponosa ob 60-letnici uspešnega delovanja Društva gluhih in naglušnih Pomurja Murska Sobota. Z dobrim sodelovanjem z mursko-soboško in preostalimi 26 pomurskimi občinami si želita doseči predvsem razširitev mreže indukcijskih zank za naglušne in boljšo dostopnost informacij v znakovnem jeziku. Veselja ob visokem jubileju niso skrivali niti člani društva. Posebej za Mednarodni dan gluhih so v Društvu gluhih in naglušnih Pomurja ustanovili dramsko skupino Štrk. Pod režijsko taktirko Mikija Roša so pripravili privlačen kulturni program, ki je navdušil občinstvo polne kulturne dvorane Park. S praznovanjem Mednarodnega dneva gluhih so se zaključile tudi slovesnosti ob 85-letnici organiziranega delovanja gluhih v Sloveniji. 6. septembra 1931 je bilo namreč ustanovljeno Društvo gluhonemih Dravske Banovine, predhodnice današnje Zveze društev gluhih in naglušnih. Na mednarodni ravni pa bo Mednarodni teden gluhih doživel vrhunec 28. in 29. septembra, ko bo v Evropskem parlamentu potekala konferenca Multilingualizem, večjezičnost. V Rimu pa bodo obeležili 65-letnico Svetovne zveze gluhih in 10-letnico Konvencije Organizacije združenih narodov o pravicah invalidov. Da bodo vsa določila konvencije resnično zaživela, pa bo očitno moralo preteči še precej mure.